Zadnjič sem delal eno animacijo in nekaj sem se igral s fotoaparatom, tako za hec. Stop motion, le to. Chuck Norris me vika, jaz mu pravim ti. In Steven Seagal, prikloni se mi. Jaz sem enkrat umrl, pa spet nazaj. Hudič se me je ustrašil, da zavedno bom ostal. Življenje je kruto, poskrbimo, da tako tudi ostane. Čak, sestavine. 300 gramov gladke bele moke, 200 gramov masla, 100 gramov sladkorja v prahu, 10 gramov vaniljevega sladkorja, 2 rumenjaka velikosti M. Ok. Za piškotno testo 200 gramov masla, 80 gramov sladkorja v prahu, 1 žlička bam vaniljeve paste, karkoli je še to. 2 rumenjaka velikosti M, 250 gramov gladke bele moke, 40 gramov fino mletih mandljev, grobe kokosove moke, pa beli kokosov namaz. 220 gramov primorske posebne moke mlinotest. 80 gramov mletih orehov, 58 gramov sladkorja v prahu, pol žličke sode bikarbone, zakaj? Ni to za bruhati. Spodbuja 3 žličke, mogoče tudi, ni to, mletega cimeta in ščepec soli, 2 rumenjaka. Malo me moti tole. Čakaj, idem še kaj pogledati. Linški piškoti. So moji najljubši, tako za 120 gramov sladkorja v prahu, 250 gramov masla, 1 jajc, 1 žlička vanilje, 250 gramov gladke moke, 60 gramov, pol čajne žličke cimeta, sti zmešan. Ščep soli, marmelado, sladkor v prahu za posliv. Bom jaz rajši naredil piškote za vas po receptu. Kdo mi ga je pa dal? V glavnem sestavine. Joje. Marmelada. Maslo. Neka vaniljeva aroma. Sladkor, začimbe. To je še od lani, to je treba porabiti. V reciklažo. To ne gre v piškote, to gre v kuharja.
One hour later. Moraš lepo utrgati, če že trošiš polovinil, ne troši čim manj. Sorry. Wonk, 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 wonk. A ja, pa roki si umiješ prej. In tole damo zdaj za pol ure v hladilnik, malo počivati. Jebem ti, kakšen svinak sem naredil. A sem zrezal cukor not? Ja. Frequently asked questions. Zakaj se daje vaniljeva aroma not? Zato, ker jo proizvajajo. Zakaj se jo daje takole po kapljicah? Zato, ker ne teče. Čučorjetkovi džem. Čučorjetkovi džem. Ok? Piše. Pripravljene z 45 gramov ovocija na 100 gramov. Celkovi obsah cukru 62 gramov na 100 gramov. Jaz to ne vem. Tako piše. Piše. Požri vrečko. Ja, embalaža ne sme končati v naravi. Požrijo! Skladovanje. Po otvoreni skladujte v hladničke pri teplote, maksimum plus 6 stopinj Celzija, potrebujte do 30 dni. Spotrebujte do 30 dni. Tale slovenščina je vsak dan manj razumljiva meni. Piše, spotrebujte. Živove udaje na 100 gramov. No, to pa štekam. Nič ne štekam. Glavnem, to sem kupil v Ikei. Piše, Vagsang. Bilberry jam. Bilberedke, dajega. Vse po slovenski piše, kaj je to. Čučorjetke. Čučorjetkovo marmelado uporabi danes za paškote. Ali pa tole ni bila slovenščina. Kdo bi vedel? Lol. In sedaj ameriški pridih k našim piškotam. Bring home the bacon! To bomo zdaj narizali, da bomo naredili omako. La. Ali sem rekel piškote? Bacon piškoti. Ne. Napačen recept. A je bacon. Veš, zakaj jaz tako režem, da ostaja koža gor? Ko si fertik, zdaj trik. Ajde, recimo, da sem fertik, sem več. Zajebo sem. Sem hotel pokazati, kako tako gor zaviješ, pa jo zadihtaš, zadevaš, zdaj sem pa odrezal. Drugič. Zdaj bom pa ugotovil, da nimam peki papirja. Imam. Razvaljajte 3 mm debela. Jaz delam pa to čisto drugače. Jaz to razvaljam na 5 mm debelo, pri tem uporabljajoč kitajske palčke. Narediš pa tako, poink. Poink. Prvo ti še polovinil, zelo malo pomaga. Pa poink. In zdaj, kaj se naredi, ne?
Te kitajske palčke služijo kot distančnik. Okay. Lahko pritiskaš kot ta največji bek. To testo ne bo tanjše od tega. Star čebelji pregovor pravi, ne moreš ne zajebati, kar je že zajebano, lahko samo odjebeš. Pa srčki. Oink. Enega tazga. Oink. Stvar, ki jo sicer Slovenci ne poznajo več, ampak mi pa še vemo, da je bil to nekoč naprstnik, ker nekoč se je v Sloveniji dal tudi kaj šivati in si rabo to. V glavnem pazi foro. Zdaj greš pa z naprstnikom not. Pritisneš dol. Oink. Eni presegajo na to, da se pač piškote speče, pa se da v marmelado, pa se sestav, pa tralala. Jaz pa nisem eni. Dam zdajle. Veš, zakaj dajem zdajle? Zato, ker se bo mehen te marmelade upil v piškot. Aja, plus to. To, ko bojo eni neizogibno tulili, da marmelado se poje daje, ko so že pečeni, ne? Zdaj se bo marmelada v pečici še enkrat prekuhala. To pomeni, če je rok trajanja potekel, oziroma tele ikejščki tole iz skladišča potegne z leta 2016, bo to prekuhan in bo užitno spet nazaj, kar ne da. Verjetno se sprašuješ, zakaj je tako velika varnostna razdalja med posameznimi piškoti. Fora je v tem pecilni prašek. Jaz sem naredil to tako, da se bojo teli razširili ful in se bojo na koncu skoraj dotikali. To pa zato, da imaš lahko tudi samo en piškot, pa je orenk, ne? Pa lahko rečeš, pa si samo vzame en piškot. Pa, tako, ali pa kad ti dajo starši en piškot in pa ti da onega suhega enojega, ni, kad te sam zrajca, pa se skrb načni, pa jih hočeš še 5 požeti. Ko imaš pa tega enega, pa rečeš, ok, tega enega in kuk sem marmelade porabil. Presežem, da nisem, ne vem, koliko požel, samo ne 10 žlic, ampak vse je šlo kle not, to so orenk bogati piškoti. Kalorične fucking bombe, zato pa samo po enega ješ. Ok? Ne. Na 180. A koliko časa se to peče? Glej, pa kad začne dobivati tako malo barve, to je to. To ne vzameš. Neč ti pa rjav, ko bo rjav je konc. Konc. Verjetno sem dal preveč pecilnega praška, ker jih je nekoliko razgonil. Ampak, viš, kakšni se prav dotikajo med sabo. Fora, niso lepi, ne, sploh ne. Bojo pa užitni, bojo pa okusni, bojo pa puhasti in frfrasti in za požret. Lepi so pa to, kaj jaz. Samo se po špiglu. I'm a pretty boy. Dan sem se obril. Pretty as fuck. Ampak. Še en čas gleda, kot od kravje rid. Fuck. Pozdrav. Lep. Drugač, preveč sem dal pecilnega praška. Zato jih je razgonila, ampak who cares?